Spoštovane in spoštovani, letošnja edicija Slovenskega knjižnega sejma se približuje zaključku. Komisije za podelitev nagrad so preudarno preučile letošnjo bero nominiranih knjig in izbrale lavreate. Preostane nam le še, da podelimo nagrade in se veselimo že doseženih vrhov, pogled pa upremo v prihodnost, v kateri se bomo prav zagotovo srečali tudi v živo. Upamo, ampak bodimo drzni in napovejmo. Srečali se bomo znova tudi v živo. Gospod Kukavica, direktor Združenja knjižnih založnikov in knjigotržcev, prosim vas, da poveste nekaj besed in vtisov o letošnji izdaji knjižnega sejma. Spoštovane bralke, spoštovani bralci, spoštovani založniki, knjigotržci, spoštovani ljubitelji knjige. Zastor na letošnjem že 37. Slovenskem knjižnem sejmu se počasi zastira. Zapirajo se vrata največje knjigarne na Slovenskem. Knjigarne, v kateri smo se letos, žal, že drugič zaporedoma družili le preko spleta. Knjigarne, v kateri smo se srečevali, pogovarjali ter nakupovali vsi tisti, ki čutimo, da nam je mar za knjigo. In teh nas ni bilo malo. Preko 100.000 obiskovalcev smo zabeležili na vseh digitalnih platformah in skupaj z Društvom slovenskih pisateljev, skupaj z založniki, knjigotržci, ob pomoči Javne agencije za knjigo, ustvarili več kot 60 sejemskih dogodkov. Dogodkov, ki bodo še dolgo, tudi ali pa ravno zaradi spletne izvedbe sejma, ostali v naših domovih tudi takrat, ko se bo na zastorju 37. Slovenskega knjižnega sejma že nabiral prah. Letošnji sejem je bil drugačen. Drugačen je bil zaradi dejstva, da ga je Gospodarska zbornica organizirala sama, predvsem pa zaradi neizmerne pozitivne energije Mihe, Helene, Pije, Urške, Eve, Nine in vseh ostalih zvezd, ki so poskrbeli za to, da bo letošnji knjižni sejem kljub ugasnjenim lučem svetil še dolgo. Hvala vam iz srca za vse, predvsem pa za to, da ste tudi takrat, ko so se začeli nabirati temni oblaki, verjeli v to, da prave knjigoljubce knjiga zares povezuje. Naj nas povezuje še dolgo. Naj živi knjiga, naj živi sejem. Bralno popotovanje se začenja v otroštvu. Zato tudi mi vstopamo v svet knjig s podelitvijo nagrade za najboljšo slikanico leta 2021 z nagrado Kristine Brenkove, ki jo podeljuje Zbornica založnikov in knjigotržcev. Za leto 2021 je žirija v sestavi predsednice Darke Tancer-Kajnih ter članov Cirila Horjaka in Maje Logar izbrala slikanico Osamosvojitev Nataše Strlič in Damjana Stepančiča. Ob 30-letnici osamosvojitve je slikanica v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine izdala založba Miš. Knjiga ponuja slikovit vpogled v dogajanje, življenje in vzdušje v Sloveniji med leti 1980 in 1992. Pa poglejmo, kaj je komisija zapisala v obrazložitvi. Slikanica Osamosvojitev je razdeljena na 11 poglavij, ki zajemajo obdobje od Titove smrti do prve olimpijske kolajne za Slovenijo. Vsako poglavje uvaja krajše besedilo z nanizanimi zgodovinskimi dejstvi, ki mu sledijo pogosto humorno naravnane ilustracije in kratki opisi ključnih dogodkov ter oseb. Napisana je v ideološko nevtralnem tonu, poudarja pa takratno enotnost slovenskega naroda. Osamosvojitev je tudi odlična vizualna enciklopedija enega od najpomembnejših korakov v slovenski zgodovini. Je neke vrste časovni stroj. Knjigo je žirija kljub obsegu, ki šteje 60 strani, uvrstila med poučne slikanice. Delež ilustracij, ki jih je, reci in piši, več kot 150, ustreza razpisnim pogojem za izvirno slovensko slikanico. Žirija je prepričana, da je osamosvojitev dragocen likovno-tekstovni monolit.
Zdaj pa pozdravljam tukaj ustvarjalce knjige. Gospe in gospodje, z nami so avtorica besedila nagrajene slikanice Nataša Strlič, ilustrator Damjan Stepančič in predstavnik založbe Anže Miš. Pa začnimo z založbo. Anže, midva sva se prej pogovarjala že, ta knjiga je nastala po naročilu. Se pravi, ste bili vi pobudniki, so muzeji dali idejo, kako je prišlo do spočetja ideje? V bistvu sama ideja se v meni je klila že nekaj časa, no? Že recimo leta 2017 ali pa še prej. Problem pa je bil najti, oziroma izziv je bil najti avtorje, ne? Nekoga, ki bi to obdobje upal v resnici tudi zapisati. No? In Damjan je sicer zelo hiter pristal na zadevo, mu je bila zadeva všeč, se je takoj videl noter. Avtorja je pa v bistvu potem tudi avtorica je v bistvu on najdel, ne, preko muzeja. Ja, jaz sem takrat se zanimal tudi za svoje stvari, ki sem delal v povezavi s prvo svetovno vojno, prišel do tega muzeja, do kustosov in seveda nagovoril kustosa, ki mi je pa predlagal tebe, Nataša, ne. A veš, Marko Štepec, ne, in potem se ta ekipa očitno sestavila nekako, ne. In Nataša, kako je bilo zagristi v to obdobje? Kar fajn. Moram priznati, da se že v muzeju sam ukvarjam s tem obdobjem, tako da nekako poznam tematiko, poznamo tudi muzejske predmete in v bistvu je bilo fino na nek drug način predstaviti neko obdobje, ki ga sicer predstavljamo kot muzealci, zdaj se pa v bistvu pokazala prilika, da to pokažemo tudi s knjigo in pa predvsem z ilustracijo, kar se mi je zdelo super. Kako se je pa zamejilo to obdobje? Se pravi, ne govorimo tukaj zdaj samo o tem, recimo, ključnemu letu, dveh osamosvojitve, ampak spoznamo družbeno dogajanje celotnega desetletja, ki je vodilo do tega prelomnega trenutka. Ja, mislim, da je bila kar želja, da v bistvu ne predstavimo samo nekega fakta osamosvojitve, oziroma akta osamosvojitve, ampak smo želeli v bistvu prikazati vse dogodke in procese, ki so vodili do tja, da v bistvu smo sestavili nek mozaik, ki je privedel do osamosvojitve. Tukaj smo pač šli v leto 1980, ki je prelomno kot recimo začetek novega desetletja, hkrati je bil pa to tudi pač leto, v katerem je umrl dolgoletni predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito in kjer potem je tudi prišlo tudi do, bomo rekli, kar precejšnjih sprememb, ki so se potem čez celotno desetletje dogajale in v končni fazi tudi samo knjigo to predstavimo in na koncu tudi predstavimo, do česa je potem prišlo. Damjan, kako je bilo pa z ustvarjanjem materiala? Zdaj pri nekih teh zgodovinskih knjigah smo običajno vajeni, da imamo fotomaterial, tukaj se je odločilo za ilustracije. Koliko je bilo stvari, ki si jih delal po spominu, koliko je bilo iz fotografij oziroma prav iz kakšnega dejanskih predmetov iz muzejskih arhivov? Ja, tudi spomin je bil prisoten, res. Določene zadeve sem delal po spominu, ker pač smo takrat v tej dobi 80-ih in kasneje odraščali in bili v teh, bi rekel, bolj otroških letih. Ogromno je bilo iskanja se pravi po internetu, potem seveda tudi fototeka je velika v muzeju in arhiv ogromen z fotografijami. Nekatere ilustracije so dejansko narejene po fotografijah. Neke scene sem sam poiskal, tako da kar je bilo najmanj, mislim, kar je dišalo po tej osamosvojitvi v smislu slikovnega materiala, sem poskušal uporabiti. Ne. Tako da so bile te ilustracije dejansko čim bolj verne, na nek način dokumentarne in da, kako ne rečem, ne zavajajo oziroma so na nek način veristične. No. Kako je pa bilo z odbirom materijala? Se pravi, tukaj imamo poglavja, ki se začnejo z malce daljšim veznim besedilom, nato pa ilustracije, ki so pospremljene s kratkimi komentarji. Predvidevam, da je bilo kar nekaj osipa potrebnega, da je bilo prvotno veliko več kakšnih teh zadev, ki si jih hotela pokazati bralcem.
Ja, sigurno. Je bila pa že sama ideja Anžeta Miša in pa naše urednice tudi Gaje Kos, da se nekako na ta način predstavi to obdobje z nekim v bistvu mal, bom rekel, daljšim besedilom, potem pa s takimi cukrčki, da bo domače rečeno, ki to besedilo nekako še obogatijo. Sigurno je bilo težko, da bomo rekli, 10.000 znakov spraviti na 1500 znakov, to je vedno umetnost, ampak je bil pa tudi hkrati izziv, tudi zame, tako da jaz mislim, da v končni fazi je tudi v redu izpadeno. Damjan, kako je pa bilo potem s temi risbami, recimo imamo tam na neki točki predstavljeno celoten arzenal oklepnih vozil, avionov, pa tega pa zdaj, ker se spomnim, ker smo pač mulci smo običajno, prve stvari, ki smo jih risali, so bile to neki avtomobili, pa letala, tanki, karkoli. Koliko je bilo tlele noter nekega tega podoživljanja otroških risb skozi ustvarjanje? Ja, sigurno je bilo normalno in potem tudi nadgrajevanje, ker je bilo treba le narisati, T55, a veš, pa se pravi tank, pa razna pač ta logistična vozila, potem te tam 308 in tako. Meni je to zanimivo, potem tudi ne nazadnje, ko se zadnji jugoslovanski vojak pač odpravi iz Kopra s tem trajektom, mi je bilo tako. Meni je to zelo važno, da te zadeve funkcionirajo in da so res prepričljive in ko bo nekdo, otrok zdaj seveda gledal slikanico, ampak čez čas sigurno bo naletel tudi na neko dokumentarno gradivo, bo takoj znal povezati. Tako da tukaj ne govorim neke zgodbe mimo grede ali pa mimo resnice, ampak to se mi zdi en tak ključen poudarek, da stvari da funkcionirajo, da so verne. Kakšne pa mogoče vprašanje zdaj, ko zaključujemo za vse tri, kakšni so bili, zdaj sem počutil kot športni novinar, kakšni so bili občutki, ko ste izvedeli za nagrado, ker konec koncev, ko rečemo nagrada za izvirno slovensko slikanico, običajno pomislimo na pravljice, kjer je slovenska ilustracija v samem svetovnem vrhu, ampak da vas je presenetilo, da so se odločili tokrat za dokumentaristično knjigo. Mislim, jaz sem bil zelo vesel, predvsem je to nek poklon tistemu letu, ker smo se vsak teden, če se ne motim, dobivali na sestanku in tuhtali, kako naprej, kaj je naslednja poteza in v bistvu kreirali tole slikanico. Tako da se nadejamo zdaj po osamosvojitvi še tranzicijo ali kaj podobnega? Morda ne tranzicijo, ampak lahko pa kaj drugega. Pa bomo še malo skrivnostni. Jaz vam želim vsega dobrega in pa, da se ob naslednjih knjigah, bodisi slikanicah, bodisi strokovnih na predstavitvah lahko srečamo s publiko v istem prostoru. Hvala. Hvala. Nadaljujemo kar se da naravno. Od ljubezni do branja v otroštvu do tega, da bralec oziroma bralka postane avtor ali avtorica. Nagrado za najboljši literarni prvenec Slovenskega knjižnega sejma prejme najboljše prvo izdano leposlovno delo, ki je izšlo med dvema knjižnima sejmoma. Nagrado podeljuje Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije, žirijo pa imenuje in njeno delo koordinira Društvo slovenskih pisateljev. Prvič je bila podeljena na 6. Slovenskem knjižnem sejmu leta 1983. Žirija v sestavi predsednice Suzane Tratnik ter članov Boruta Gombača in Dijane Pungršič je za najboljši prvenec v letu 2021 izbrala pesniško zbirko Natalije Milovanović Samoumevno, ki jo je izdal Center za slovensko književnost. Takole so zapisali v obrazložitvi. Pesnica suvereno premika in razpira meje, oziroma ugotavlja, da je samoumevna meja samo koža našega telesa. Sicer z brazgotinami, pa vendarle.
Skratka, zbirka nevsiljivo uvaja v slovensko poezijo samo svoje prepletanje narativnosti in metaforike. Morda se lahko površnemu bralcu ob kakšnem verzu zazdi, da gre kdaj le za posrečeno besedno igro, največkrat temelječo na zabavnem sopostavljanju dveh sorodnih, značajsko pa relativno različnih jezikov in jezikovnih ozadij. V resnici pa so takšna sopostavljanja zmeraj dobro premišljena in simptomatična. Čeprav se problemov razseljenosti, drugačnosti, tujosti, tragike, vojne in hordnega obnašanja v zbirki pogosto loteva z izrazito ostrino, pa tudi z ironijo, cinizmom in črnim humorjem, pesničino pisavo zmeraj krasi neizbrisna osebna nota. Prav zaradi nje njen angažma nikoli ne zdrsne na raven parole ali hladne agitacije. In prav to dela poezijo Natalije Milovanović še kako otipljivo in prisotno zdaj in tukaj. Gospe in gospodje, z nami je prejemnica nagrade za prvenec leta Natalija Milovanović. Stvar, ki je povsem samoumevna. Ali kako bi rekla? Nikakor. Nikakor. Natalija, iskrene čestitke za nagrado. Pesniška zbirka Samoumevno ti jo je prinesla, pa mogoče na začetku tisto klasično vprašanje, ki se ga zastavlja mladim avtorjem. Kako se je zgodil tvoj vstop v svet poezije, v svet pisanja? Ja, sprva hvala za čestitke. Vstop se je zgodil, se mi zdi, tako kot se zgodi večini, ki začnejo v gimnaziji pisati poezijo. Nekako tako, zelo tipično bi rekla. S tem, da potem nisem ostala na tem, da sem le v nekih gimnazijskih krogih, ampak sem šla raziskovati, iskati po knjižnicah, iskati po dogodkih, branja v Ljubljani so me zelo zaznamovala, da sem hodila in potem tudi spoznavala tisto najbolj sodobno, nekaj, kar se piše tukaj in zdaj. In ja, skozi to sem vedno bolj širila horizonte in tudi širila svojo pisavo. Koliko pa so pomembna ta srečevanja oziroma branja ljudem? Koliko je to pomaga pri samem ustvarjanju oziroma razvoju? Ta scena dejansko je zadnja leta v Ljubljani, ker je dovolj možnosti za predstavljanje poezije v živo. Koliko to pomaga pri grajenju in navdihu? Mislim, poezija izhaja iz petja. Poezija je nekaj, kar je v osnovi bilo govorjeno. Ne? V tem smislu, tudi če mi sami pišemo tako stereotipno v svoji sobici nekje za neko temno mizo, pesmi je treba slišati in v tem smislu so branja nujna. Tudi razlika je, če bereš sebi sam na glas in tako poskušaš ujeti ta lastni ritem, ali pa če bereš na mikrofon pred publiko. To je spet drugače. In če slišiš druge. To je nekaj, kar je absolutno nujno. To se mi zdi, da težko je biti pesnik, če ne hodiš na branje. Sploh si ne morem predstavljati. Pa se ti je zgodilo kdaj, da ko si slišala koga brati svojo poezijo, da je pesem postala druga pesem zaradi drugačne interpretacije? Ja, absolutno, absolutno. In zato je tudi nujno jo slišati, ker velikokrat si jih... Pomembno je pesem pustiti, da zaživi. Tako, velikokrat si jih lastimo, to sem želela povedati. In zdaj ta knjiga je moja, ampak hkrati ni več moja, ker sem jo dala v svet. In zdaj so te pesmi samostojne in vsako branje jim bo določilo neko novo razsežnost, ki jo jaz niti ne poznam. In knjiga se kar precej sprehaja po svetu. V njej preidemo več krajev, več držav. Ko sem bral intervjuje in članke ob knjigi in ob nagradi, se zelo osredotočajo na to identiteto človeka v večjih državah, se pravi, ti si zamenjala več držav, zamenjala več jezikov. Koliko te ta večjezičnost definira oziroma koliko ti širi spekter vidnega? To je neka temeljna izkušnja, iz katere sem res izhajala v tej knjigi. Ni pa edina poudarjena izkušnja v tej knjigi. Definira me toliko, da lahko črpam iz več prostorov neposredno, brez prevoda. Lahko zajemam tisto, kako različni
prostori, različne književne tradicije razumejo književnost v osnovi in to je nekaj, kar absolutno bogati. Kako pa si potem razdelila tematsko te pesmi? Se pravi, tukaj imamo 3 sklope znotraj knjige. Trije sklopi so, pred njimi je pa še posvetilo, moto in uvodna pesem, ki je neka zelo taka poetološka identifikacija, osnova. Potem pa prvi sklop se imenuje Dober dan, kako ste? Ta se zelo osredotoča na priseljevanje in tematizira nasploh meje. Drugi del se imenuje Gre. To je ta, ki se bolj sprehaja. Ne? Tukaj imamo en cel cikel, ki se sklicuje z naslovi na različna mesta, kjer so te pesmi nastajale. In tretji del se imenuje En in isti stavek neštetokrat. V tretjem delu se zopet vrnem k temi jezika, ki sem jo odprla že v prvem, jo pa še nadgradim z nekim časovnim popotovanjem, ne več toliko geografskim, kolikor spraševanjem nekih kolektivnih spominov, družinskih spominov in tako naprej. Praviš, da si te pesmi v tej drugem sklopu ustvarjala po različnih krajih. Kako se je pa tebe dotaknila naša družbena dejansko zadnjih 2 let, ko so ta potovanja precej omejena, ko smo bolj ali manj locirani na enem mestu in potujemo zgolj s pomočjo digitalnih pripomočkov? Ja, se mi zdi, da kot nas je vse, ne, je utesnjujoče, zelo utesnjujoče, ampak hkrati je bil to ravno čas, ko sem po eni strani seveda končevala tale rokopis, po drugi strani sem pa pisala magistrsko nalogo in mi je v bistvu tudi en čas bilo dobro, da sem bila doma in sem vedela, ok, jaz zdaj ne grem nikamor, hkrati noben drug ne gre nikamor in smo nekako vsi v tem, da smo doma in delamo nekaj, tako da v tem obdobju, ko sem res se morala posvečati izključno pisanju, tako akademskem kot kreativnem, mi je sedlo. Zdaj pa se mi zdi, da vsi samo še komaj čakamo, da mine. In seveda ustvarjanje je običajno neprestano. Ne? Se pravi, stvari se pišejo, stvari vrejo. Poleg te pesniške zbirke, ki je prejela nagrado za prvenec, koliko je že stvari, ki čakajo, da pridejo med nas? Ja, osnutki vedno so. Zdaj ni nič, kar bi bilo tako pripravljeno, da res čaka na izid, tega še ni. Mislim, da zdaj je treba pustiti tej zbirki nekaj časa in prostora, da najde svoje bralce in bralke. Tako da najlepša hvala za tale kratek pogovor. Še enkrat čestitke za nagrado in pa seveda upanje, da ko pride naslednja zbirka, da jo bomo predstavljali lahko ne zgolj pred kamerami, ampak pred občinstvom, ki bo, ne dvomim, že prej tudi po branjih slišalo tvojo poezijo. Najlepša hvala, jaz tudi upam. Letos je glasovalo 3012 obiskovalcev sejma, na prva 3 mesta pa so se uvrstile naslednje 3 knjige. 3. mesto, Irena Štavdohar, Kaj hoče ženska. Irena Štavdohar v svoji knjigi raziskuje življenje posebnih žensk, da bi odgrnila tančico tega zapletenega vprašanja. Zanima jo, ali je ženska lahko svobodna, zaljubljena in hkrati srečna, ali pa je ta želja vedno obsojena na neuspeh. Danes se namreč zdi skoraj da bogokletno pisati in premišljevati o tem, da nas ne oblikujejo le okolica, pamet in talenti, temveč tudi strasti in ljubezni. V sodobnem svetu, v katerem si želimo užitke brez čustev, odnose brez bolečin in intimnost brez tveganja, se zdi ljubezen vedno bolj ogrožena. 2. mesto, Irena Cerar, Pravljične poti brez meja. Na pravljično pustolovščino od Trsta do Mure, od Jadrana do Alp, kjer se slovensko govori, smo prav vsi povabljeni. Avtorica se je pred Kano poslužila slovenskega ljudskega pripovednega izročila, prek katerega bralca in popotnika seznanja z naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi posebnostmi krajev v slovenskem etničnem prostoru.
Prav tako nas pravljične poti opozarjajo na pomen nacionalne subjektivitete in medkulturne identitete, kakor prevevata vso kulturno dediščino. In zdaj, gospe in gospodje, bomo spoznali najknjigo Slovenskega knjižnega sejma leta 2021. Na prvo mesto se je z vašimi glasovi uvrstila Erika Johnson Debeljak, Devica, kraljica, vdova, prasica. Močna izkušnja je močan obvod dobila v prav tako močni literaturi. Izkušnja moževe nenadne smrti v ženski in ženi izzove neverjetno bolečino, telesno in duhovno pogrešanje, ki človeka prežame do obisti, spodkoplje njegovo eksistenco, izzove občutke tesnobe, nemoči, a tudi srda in nekakšne norosti, preizpraševanja in samoanalize, da bi se pred razdiralnimi učinki duševnega pretresa slednjič lahko rekonstruirala in na novo iznašla. Knjiga z drznim naslovom drzno premika meje in razbija tabuje, pa ne samo nekdanje, ampak tudi sočasne. Iskrene čestitke. Tako, knjiga leta 2021 je naposled znana. Hvala vsem, ki ste klikali, ki ste glasovali za njo, in zdaj tukaj ob sebi pozdravljam njeno avtorico Eriko Johnson Debeljak in pa urednico Nelo Malečkar. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Najprej seveda iskrene čestitke za ta laskavi naziv, pa vprašanje, kako ste se počutili, kakšne so bile misli, ko ste zagledali svojo knjigo med temi 5 nominiranki? Mislim, da je bil 7, a ne da. A celo 7? Ne, jaz sem bila presenečena, ker čeprav sem, bom rekla, po zakonu sem slovenska pisateljica, to je prvič, da sem bila nominirana v zadnjih 25 let ustvarjalni dela življenja tukaj, in nisem pričakovala, ker sem malo ven, ker moj ustvarjalni jezik je angleščina in to je prevod, ampak je prvič objavljena v Sloveniji in jaz to gledam kot slovenska knjiga. Mogoče je to zdaj ta trenutek, ko lahko rečemo, če smo za kratko zgodbo je dobila nagrado avtor, ki ustvarja v tujem jeziku, ampak v Sloveniji, če ste zdaj vi dobili knjiga leta, mogoče se lahko tudi na Kresniku počasi začenjamo premikati v to smer, v knjige, ki nastajajo tukaj. Pa vprašam, mogoče Nela, jaz si hotela... Ja, to so hotela, ker do zdaj je bilo pravilo, da so nominiranci tisti, ki pišejo v slovenščini, ampak to se spreminja, to je preveč plastno gledane, zato ker imamo najrazličnejše avtorje in Erikin kot tekst objavljena je Slovenija in še za marsikoga drugega tudi. Te identitete niso več od zibelke do smrti na enem mestu in kraju, ampak so seveda ljudje pač se preselijo in zato mislim, da sem tudi jaz zelo vesela, da je končno priznana tudi kot slovenska avtorica na ta način. Sicer samo nastajanje knjige ni bilo seveda lahko, ampak kako je pravzaprav bilo, ko ste knjigo dokončali, ko ste dali to od sebe, je bilo to, kot ste čutili, kot zaključek mogoče nekega poglavja potem? To je zdaj skoraj 6 let od Aleševi smrti in to je bil dolgo, čudno, tragično potovanje, ampak nekako sem ponosna na se, da sem preživela, da tudi sem ostala v Sloveniji, ko vsi so rekli, da bom šla domov v Ameriko, ampak to je moj dom konc konca. In sem ponosna na ta knjigo. Ne samo, da sem to naredila zase, ker mi je zelo pomagalo, ampak tudi kakšen odziv sem imela od bralci, da vem, na en način in bralke seveda, na en način mislim, da ne vem, da sem s to knjigo sem pomagala ljudem, pa bralcem, pa bralki. In ne bi in my wildest dreams, ne bi razmišljala, da bi končala to potovanje, ki je začela s tragedijo danes, tistem mal čudežnem dan. Dodala bi, Erika večkrat poudarja, da je to terapevtsko pisanje bilo za njo. Ampak če ne bi bila napisana na tak briljanten način, njeni stavki so res dobesedno izklesani,
Tukaj res ni kaj dodati ali odvzeti, se pravi, tukaj je tudi pomemben način, kako je ta knjiga napisana, in presega zgolj terapevtsko funkcijo. Poleg tega zaradi same teme omogoča zelo močno identifikacijo z bralci in naj povem mogoče ta podatek, ki bo zanimiv za poslušalce, da je knjiga do sedaj dosegla že naklado 6000 izvodov. To je nora številka, sploh za nekaj mogoče rekel, kar ni nek žanr, ki je v zadnjih letih se tudi prijel. Kako je pa potekalo ustvarjanje? Knjiga je napisana v angleščini, Andrej E. Skubic jo je prevedel. Koliko je bilo nekega sodelovanja med nastajanjem prevoda? Ker tukaj je ta možnost dejansko, da sta prevajalec in avtor prisotna ne samo v istem času, ampak celo na istem kraju. In da avtor razume jezik slovenščino. Ampak ne, Andrej je tak profesionalc, da v glavnem on dela sam, bi rekel, in potem na konc procesa jaz berem, pa Nela bere. In jaz, ker govorimo oba jezika, jaz lahko vidim, včasih ni napaka, je samo, da nekaj zveni malo drugače, intonacija v angleščini po slovenščini, in zato imam par take vrste komentar in takrat sem kar prispevala v naslov. Jaz sem bila tista, ki je našla ta naslov. A smemo izvedeti, kakšen je bil pa predlog naslova, potem mogoče kot zanimivost? Andrej je rekel, da ima težave z naslovom in da dobeseden prevod je bil okoren, ni šlo. In Nela je hotela malo bolj liričen naslov. Ja, se rima, se je lirika. Imeli smo različne variante in zanimivo, da moj računalnik še vedno, ko spišem naslov, podčrta prasica. Kot slabšalni izraz, še vedno ga ni sprejel, čeprav je knjiga že 1 leto prisotna. Ampak to je bila Erikina odločitev na koncu. Ta naslov je pa res Erika v tem procesu nastajanja knjige, tudi potem, ko je Andrej Skubic prevedel, zelo se ukvarjala pri korekturah z odtenki, z besedami, sinonimi, dejansko res, tako da korekture so potekale res zelo natančno. Potem si vprašam mogoče, da si prevajalec kdaj zaželi, ko le ne bi znala tako dobro slovenščine. Ampak ja, kaj pa, se pravi, ta knjiga, kot smo slišali, živi med ljudmi, 6000 izvodov, nedvomno bo tudi ta laskavi naziv knjiga leta pripomogel še, da bo prodrla še do bralcev, do katerih do zdaj ni dospela. Kaj pa sicer z vašim ustvarjanjem, imate že kaj novega v pripravi, kaj novega mogoče že celo pri urednici? Naredimo kakšno ekskluzivno napoved. Bom te razočarala, ker jaz imam bolj počasen. Ta knjiga je bila neki pri vsebine, kar sem doživela, pa tisti, kako pišem, tako odprto, pa tako. To je bil nekaj tako izjemnega in je zelo težko razmišljati, kaj bi zdaj naredila. In zdaj, zato sem doktoralna študentka, najprej po doktorat, potem še ena knjiga. Ja, potem pa uspešno zaključevanje doktorske teze in naslednjič potem naredimo potem še na naslovnici malce prostora za naziv DR. Poleg. Iskrene, zdaj sem štekala. Ja, iskrene čestitke in seveda vse dobro in upanje, da naslednja knjiga, ki jo boste izdali, ko jo bomo predstavljali, da tukaj ne bo samo kamer, ampak tudi ljudje v živo. Hvala. Mi tudi, hvala lepa. Življenjska pot, posvečena knjigam, literaturi in ovenčana z mnogimi uspehi, zasluži posebno priznanje. Krono za življenjski prispevek.
Šventnerjeva nagrada je slovensko panožno priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, za dosežene poslovne uspehe, za inovativnost in kreativnost, za pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov. Poimenovana je po slovenskem založniku Lavoslavu Šventnerju. V okviru Slovenskega knjižnega sejma jo podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Od leta 1999 ZKZK podeljuje letno nagrado za življenjsko delo na področju slovenskega založništva in knjigotrštva doma in izven meja domovine. Vas že zanima, kdo je letošnji nagrajenec? Šventnerjevo nagrado podeljuje Zbornica založnikov in knjigotržcev za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Komisija v sestavi Slavko Pregl, Janez Miš, Tine Logar in Bedita Mlinar je odločila, da letošnjo Šventnerjevo nagrado prejme Pavle Učakar. Med leti 1983 in 2020 likovni urednik v založbi Mladinska knjiga. V nominaciji Pavleta Učakarja so v založbi Mladinska knjiga zapisali: Slovenija ima enega predsednika, 2 nadškofa in enega likovnega urednika. Prvi je vrhovni poveljnik vojske, drugi načeluje vojski verujočih, tretji pa ima čisto drugačen vpliv, neke vrste mehko moč, ki jo simbolizira četica nadarjenih risark in risarjev na eni strani, na drugi strani pa praktično vsi ostali državljani, ki so se osebnostno in še kako drugače formirali ob podobah natisnjenih v slovenskih slikanicah. Povsem jasno je torej, kdo od teh treh je zares in edinole nepogrešljiv, kateri ima najbolj vplivno in odgovorno delo. Eno je gotovo. Likovni urednik ni fikus. Pavle Učakar je v svoji skoraj 40-letni karieri likovnega urednika pomagal najti svojo likovno govorico množici ilustratork in ilustratorjev, ki danes sodelujejo s številnimi založbami. Gospe in gospodje, letošnji Šventnerjev nagrajenec je Pavle Učakar. Dragi Pavle, jaz se bom pridržal pravico, da se tikava, ker sva bila cimra nekdaj. Itak se poznava dobro. Ja, iskrene čestitke za Šventnerjevo nagrado, pa bi mogoče za začetek, ker pozicija likovnega urednika je nekaj, kar se zdi pa ne samo zdi, kar je v današnjem času bolj izjema kot pravilo. Kakšni so bili tvoji prvi koraki v svetu založništva? Moji prvi koraki so bili take vrste, da pravzaprav si tega sploh nisem želel. To je bilo nekaj, kar me pač sled različnih okoliščin me je pripeljalo v založništvo, in sicer je to v glavnem zakrivila Marija Lucija Stupica, ki je bila moja sošolka in odlična prijateljica. In ona je prišla enkrat do mene in je rekla, da če bi jaz šel za likovnega urednika v Mladinsko knjigo, pa sem jaz rekel, da to ne, čak, kaj pa je zdaj to, zakaj jaz, odkot ti ta ideja sploh. In ona je seveda vztrajala, da jaz bi bil odličen in tako, meni se je zdelo čudno. Vsekakor pa nisem pristal, In potem je še Niko Grafenauer prišel zraven in še direktor, oziroma takrat glavni urednik Borut Ingolič, in so pritiskali name več kot en teden, dokler nisem seveda izdahnil, da ja, ampak samo za 2 leti. In ti 2 leti ste se skoraj da 40 let sprevrgli. Ja, res je, res, 40 let. In kakšen je bil ta premik iz slikarja, ki je ustvarjal v večmetrskih formatih, v nekoga, ki nadzoruje stvari z miniaturami. Ja, nekaj časa sem živel tako kot dvoživka. Jaz sem še kakšnih 10 let celo sem zmogel toliko moči, še intenzivno slikal in razstavljal. In dlje, ko je trajalo, bi rekel, se to bolj se mi odpiralo v slikarskem smislu, ampak s knjigami je pač tako, da v knjige se zaljubiš. In to sploh ne veš kdaj. Zakaj? Zaradi tega, ker je
izdelavi knjige, zlasti otroških slikanic in tako naprej, je toliko kreativnosti in to toliko različnih kreativnosti, od besedilnega dela do vizualnega dela, da pravzaprav sem ugotovil, da je to še bolj vznemirljivo kot samo slikarstvo. Poleg tega je bilo tako, da je prišel čas, ker sem se moral pač odločati za eno ali drugo ljubezen in sem se odločil za knjige. In moram reči, da mi nikoli ni bilo žal. Nikoli. In knjige in bralci in bralke smo ti hvaležni. Ja. Pa eno vprašanje me zanima, kot urednik, se pravi človek, ki odloča, ki odreja, ki usmerja. Kako je bilo na začetku? Si imel kdaj tak respekt do mogoče starejše generacije ustvarjalcev, s katerimi si delal, da si nisi drznil uveljavljati pripomb, ali si bil od nekdaj, si rekel, ne, tukaj moramo tole narediti? Dejstvo je to, da sem jaz se od njih učil. Jaz sem bil učenec. Jaz sem bil tisti, ki je od njih dobival znanje, nekaj skozi same slike, ko gledaš te slike in si noter v teh stvarih in ugotoviš, da tiste dvometrske stvari, ki sem jih jaz imel za resno slikarstvo, niso nujno dvometrske, ampak da so lahko čisto mičkene. To je ena stvar, druga stvar je pa ta, da smo pravzaprav se pogovarjali. Skozi pogovore in tako naprej in o likovni teoriji, o teoriji ilustracije in tako naprej. In tam se ti naučiš ogromno. Ne bom rekel, da se od mlajših, ki so kasneje prihajali, s katerimi sem jaz navezoval stik, nisem nič učil, nasprotno. Jaz sem se ves čas učil, do zadnjega dne v mladinski knjigi sem se jaz učil. In to tudi od mlajših. Tako da pravzaprav je ta medsebojni, te komunikacije so bile tiste, ki so vzdrževale tudi pri meni osebno neko visoko vibracijo, neko zanimanje, strast. Dostikrat sem slišal, da sem tako strasten noter, bi rekel, pri teh stvareh. Ja, seveda. Zato, ker vsak dan praktično ti trčiš v nekaj novega. Če to ni lepo, nam je vrag. Mogoče še ena o stanju založništva. Koliko pravzaprav se pozna na končnih izdelkih to, da založba ve, da si privošči nekoga, ki je likovni urednik? Kaj to pomeni ne samo za založbo, ampak tudi za ustvarjalce same, za ves proces nastajanja knjig? Ja, vsekakor je to zelo, zelo pomembna stvar. Ko sem jaz prišel na založbo, se je nekako razumelo, da je slika nekaj za zraven, zlasti pri slikanicah. Da to je pač nekaj zraven in da to vsi razumemo, da mi vsi nekaj vemo, o tem se vidimo, vendar. Ampak ni temu tako. V bistvu je šlo za to, da je pri slikanici ena najbolj pomembnih stvari je razvijanje sinestezije. To pomeni, da ti v besedilu vidiš barvo, v sliki vidiš ton, in tako naprej. In te stvari se prepletajo in na nek način je to neka simfonija različnih nivojev, različnih jezikov. In to je recimo za otroke je to praktično ključna zadeva. Kar se mene tiče, jaz sem imel zmeraj odprta vrata za nove poglede, za nove sloge in tako naprej, za nove ljudi. Nihče ni naletel na zaprta vrata, nisem imel urnika, nič tazga ni bilo. In mislim, da je to celo situacijo tudi ves čas reševalo in razvijalo. Včasih so rekli, da je slovenska, bi rekel, ta tradicija ilustracije, da to je nekaj pomembnega in tako naprej, seveda je pomembno. Ampak tradicija je nekaj, kar se ves čas razvija.
tisto, kar se je dogajalo pred 50-70 leti, a ne, je del tradicije, je tista podstat in tako naprej, ampak to, kar se dogaja pa danes, oziroma kar se ta trenutek dogaja, pa ne glede na to, ali gre za strip, za ono ali drugo, to je tudi del tradicije. To je tisti trenutek, ko nastane, je že tradicija. A ne? Tako da ena stvar pa je, ko sem jaz prišel na založbo, je obstajal nek izraz, Slovenska ilustratorska šola. To je nekaj, kar sem jaz sicer sprejel na začetku in tako naprej, ampak bolj, ko sem spoznaval starejše ilustratorke in ilustratorje, bolj mi je šlo to na živce. Danes mi grejo kar ker ne prenašam tega izraza. Zakaj? Zaradi tega, ker ne obstaja. Ker bi se vsa ta različnost nekako hotela stlačiti v neko šolo. Ne obstaja šola, obstajajo posamezni ljudje, avtonomne avtorice in avtorji in nečesa tazga, kot je neka slovenska ilustratorska šola, to ne obstaja. Skratka, mislim, da je to ena najpomembnejših stvari je avtonomnost. To pomeni originalnost vsakega posebej. To je bila pač moja glavna naloga. To žgečkati in potegniti ven. In mislim, da tega žgečkanja je bilo veliko, tudi zelo uspešnega. Si kdaj preštel, koliko je vseh slikanic, koliko je vseh knjig, ki jih je šlo skozi tvoje roke? Jaz nimam tega talenta, niti imam tega potrpljenja, nimam. Pač pa je kolegica, ki je svoj čas vodila knjižnico v Mladinski knjigi in je imela, bi rekel, te sezname v malem prstu, je izračunala približno 2500 do 3000 izvodov, oziroma izvodov, naslovov. Naslovov, tako da impresivna številka. In ko se zdaj, ko odhajaš v ne vem, kako ne rečem, a si že kupil, a si odkar si v pokoju že kupil kakšno 2-metrsko platno spet in se spravil nazaj? Je prišlo kaj tega, da bi zdaj, ka pa ni več urednikovanja, da bi znova to slikarsko nujo spustil na plano ali ni več tega impulza? Niti ne. V bistvu je bilo tako, da ta čas, ko sem se ukvarjal z knjigami, je, bi rekel, moja kreativna žilica se je popolnoma, kako ne rečem, izpolnila. Kot rečeno, to je izjemno kreativno delo. Nenehno si v nekem nastajanju in to vedno znova, vedno drugačnem nastajanju. Tako da zdaj ta trenutek je 2 metra, kot 2 metra, malo premalo. Najlepša hvala za pogovor, Pavle, še enkrat iskrene čestitke za Šmetnarjevo nagrado. Hvala. In vse dobro še naprej, bodi si v miniaturah, bodi si na 2-metrskih platnih, predvsem pa naj bo tvoje življenje še naprej tako pisano, kot so bile vse te slikanice, ki so šle skozi tvoje roke. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, letošnji knjižni sejem je potekal pod sloganom Knjige povezujejo. Izkazal se je za resničnega in lepega. Po spletu okoliščin smo prepletli moči in na spletu ustvarili močno skupnost vseh, ki živimo s knjigami in literaturo, bralce, bralke in obiskovalce spletnega sejma, avtorje in avtorice, založbe in vse soustvarjalce vsebin povezanih s knjigami. Hvala, da ste bili z nami in da zgodbe knjižnega sejma pišemo skupaj. Seveda v upanju, da se naslednje leto naposled lahko znova srečamo v živo, kajti kljub vsem prednostim, ki nam jih prinaša splet, pa tem hitrem klikanju in neprestani prisotnosti naših dogajanj, ne moremo prekusiti tistega občutka, ko se sprehajaš med stojnicami in ti oko pade na eno prav posebno knjigo. Gospod Kovač, predsednik upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, prosim vas, da z nami podelite nekaj zaključnih misli. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci knjižnega sejma, drage založnice in založniki,
Jutri zvečer, približno ob tem času, bomo zaključili 37. slovenski knjižni sejem. Žal je tako kot lani tudi letos potekal zgolj po spletu. A letos je bil še malce bolj nenavaden kot lani. Lansko leto smo bili v času sejma doma skoraj vsi in tudi večina trgovin in trgovskih centrov je bila zaprta. Letos je vladni odlok določil, da moramo na sejmiščih zagotoviti enosmerni tok obiskovalcev in tega se na knjižnem sejmu pač ne da, zato smo sejem v živo morali odpovedati. Svojevrsten absurd je, da tako pravilo velja za sejmišče in knjižni sejem, za trgovske centre pa ne. A tako je pač bilo. Ko smo letos poleti spraševali založniki in založnice, kaj si najbolj želijo od spletne strani sejma, smo dobili skorajda enoznačen odgovor, da želijo, da bi čim več obiskovalcev pripeljali na njihove spletne strani. To smo potem tudi upoštevali in sejemsko spletno strategijo prilagodili temu, da smo na družbenih medijih in še na nekaterih drugih medijih čim bolj intenzivno oglaševali dogodke, ki so jih organizirale založbe, ki so bile vidne na naši spletni strani, sejemski spletni strani, in da smo čim bolj intenzivno promovirali knjige in avtorje, ki so letos izšle. Na ta način smo dosegli več kot 100.000 ogledov, kar je povsem soliden uspeh. Upamo, da smo s tem vsaj deloma lahko nadomestili tisto, kar smo vsi skupaj izgubili, ker se v Cankarjevem domu nismo mogli srečevati v živo, se pogovarjati, klepetati in ogledovati in kupovati knjige. Na tej točki bi se rad zahvalil vsej ekipi, ki je pripomogla, da je letošnji knjižni sejem bil. Pija Nikolič, Urška Kaloper, Nina Kokalj, Mito Gegić, Eva Prenk Bogataj, predvsem pa Helena Kraljič in Vlado Kukavica, hvala, ker ste pomagali in svojim delom ogromno prostega časa ste vložili v to, da je sejem lahko bil. Hvala vam, da ste sodelovali in da smo vso stvar speljali pod streho. Naj za konec končam z eno kratko mislijo ameriške pisateljice Toni Morrison, ki je nekoč zapisala, da takrat, ko postanejo časi nenavadni in temni, takrat ni čas za samopomilovanje in za obup, takrat je čas, ko mora umetnik vzeti v roke svoje orodje in pisati, potisniti ob stran strah in grozo in ustvarjati. Kajti, tako pravi Toni Morrison, samo z besedami se lahko pozdravi civilizacija. In to se je v tem pandemičnem letu dogajalo tudi v Sloveniji. Vyšlo je nekaj odličnih, fantastičnih knjig z tega mesta, s katerega to govorim, jih seveda ne morem imenovati, a če boste prelistali sejemske spletne strani, če boste sledili tistemu, kar objavljajo založbe in drugi mediji, boste zelo hitro razumeli, o čem govorim. Kot bi rekli nekoč davno na televiziji Slovenija, hvala, ker ste bili z nami. In upamo, da se vidimo na 38. knjižnem sejmu v živo in na spletu čez 338 dni, 23 ur in nekaj sekund. Hvala.